bistvo učnega poligona za samooskrbo je motivirati ljudi različnih starosti, od mladih do najstarejših, da v sebi razvijajo energijo, motivacijo, na eni strani za lastno zdravje, se pravi, da jim ni vse eno, kaj jedo, kajti prehrana pomembno vpliva na počutje in zdravje človeka. Istočasno pa, da se ukvarjajo z stvarmi, ki jih v resnici radi delajo, kajti če mi uspemo v življenju povezati svoj potencial, to, kar imamo znanje, izkušnje, s tem, kar delamo, lahko uresničujemo sebe. Torej, da ni te razlike med tem, kar moramo delati, pa tem, kar bi radi delali. Namreč zelo neuspešni smo lahko, če moramo nekaj delati, kar ne radi delamo, ampak da se vse tu poveže v en skupni rezultat, kar znaš, kar želiš, dejansko delaš, skrbiš za sebe, istočasno skrbiš za ožjo in širšo okolico in prenašaš ta znanja potem naprej na svojo generacijo, na mlajše in izmenjuješ izkušnje. In se mi zdi, da bi Slovenija cela lahko bila, glede na to, da imamo zdaj precej takih praks razvitih po Sloveniji, en taki dober, cel učni poligon za prenos znanj v svet. Namreč svet danes rabi veliko novega znanja in znanstveniki ugotavljajo, da tega znanja veliko zapakiranega v člankih, ampak ti članki niso uporabni v neposredni praksi. Torej, prav s tem učnim poligonom želim, da se znanja, ki jih nujno potrebujemo že danes, spričo številnih bolezni in težav okoli nas, takoj začenjajo prenašati za blaginjo človeštva. In na ta način bi lahko bilo vsem generacijam, od starejših do mlajših, veliko lepše, kot pa mogoče si danes prizadevamo, da bomo naredili, pa nam še ne uspe. Mladi na eni strani težko dobijo zaposlitve, starejši pa bi še želeli delati, pa se morajo upokojiti. Tukaj vidimo velik most, kako vse te generacije povezati. Neko tako, lahko bi rekla, srečna prihodnost.